Lep pozdrav vsem še enkrat. Ja, definitivno gremo jutra po 3 pike in enostavno moramo graditi na tem, kar smo pokazali proti Severni Irski, v fazi napada, od zadaj držati nulo in, kot sem dejal, osvojiti 3 točke in se vrniti v Slovenijo. Hvala. Kakšno vprašanje za Andraža še? Andraž, o tekmi Severno-Irsko, plusi, minusi, s čim ste bili najbolj zadovoljni, s čim najmanj? Ja, definitivno sem najbolj zadovoljen s tem, da smo dosegli 4 zadetke proti reprezentanci, ki ne prejema veliko zadetkov. Je pa ta tekma za nami že, no, mi se fokusiramo na jutri in minusov je bilo dosti manj kot plusov, tako da na tem moramo graditi. Lahko nekaj besed ste že po tekmi govorili, ampak o tem vajeni kemiji z Benjaminom Šeškom, se vem, sem začutil, da vsi so vas že sprašvali o tem, kako se počutite, kako se ujameta. Se mi zdi, da eden drugega delata boljšega. Kako vi to čutite? Jaz mislim, da to ni fair, no, da govorimo o tej navezi. Jaz pa Šeško so odvisni od soigralcev in nogomet je kolektiven šport, tako da ekipa je bila tista, ki pol enostavno je nagradil mene pa Šeško, ampak ekipa je bila tista, je tisti pravi razlog, da smo mi tako izgledali, tako da ne bi preveč govoril o tej navezi. San Marino smo na začetku cikla videli, da ni več zelo lahkih tekmecev. Je bila kar zahtevna tekma za slovensko reprezentanco. Kaj se lahko reprezentanca iz tiste domače tekme v Stožicah nauči za gostovanje v San Marinu? Ne, definitivno lahkih tekem ni več v sodobnem nogometu. Kljub temu pa je enostavno kvaliteta na naši strani in treba je čim prej doseči zadetek in se pravimo, osvojiti 3 točke. Ni pa lahkih tekem normalno, ampak smo seveda favoriti in nujno potrebujemo te 3 točke za nadaljevanje. Katera vrlina se vam zdi, da bo najbolj pomembna za slovensko reprezentanco na tej tekmi? Potrpežljivost, kaj drugega? Sigurno potrpežljivost, pa tudi učinkovitost. Se pravim, zelo izredno dobro bi bilo, da bi iz prve priložnosti ali pa druge zadeli, bi bilo vse lažje, ampak tako kot ste dejali sami, potrpežljivost, sigurno držati žogo in sem prepričan, da si bomo ustvarjali dovolj priložnosti, da bomo dosegli zadetke. Vem, da niste želeli o vajni kemiji Šeškom govoriti, ampak če lahko samo o osebni pripravljenosti po začetku sezone v klubu, pa zdaj pač v reprezentanci, kako se vi trenutno počutite, zdaj že eden najbolj izkušenih v reprezentanci. Kje ste, kako se počutite, kako ste? Sem tukaj, odlično se počutim, mislim. Ne vem, seveda, sem v zrelih letih in je treba prevzeti nase odgovornost. Kar se tiče fizične pripravljenosti, se počutim odlično in mislim, da se je to tudi videlo na zadnji tekmi. Hvala. Še kakšno vprašanje? Hoče nekaj malega samo še. Zdaj velikokrat se pogovarjamo o tem, kakšen izziv so te odmevne tekme, z odmevnimi tekmeci. Kaj pa na teh srečanjih, na katerih ekipa mora zmagati, ko je imperativ samo pa to gladka zmaga, ne? Kakšen izziv pa je to za vas, fante? Ja, saj tudi četrtek smo morali zmagati, pa smo zmagali. Jutri moramo zmagati, sem prepričan v to, da bomo uspeli. Točke isto štejejo. Proti San Marinu ali pa proti Danski točke isto štejejo, tako da mi moramo gledati na nas, moramo biti fokusirani 100%, iti v tekmo, tako kot bi šli v tekmo z Dansko, ker pravim, točke isto štejejo in glede na to, da je kvaliteta na naši strani, sem prepričan, da bomo pripeljali domov 3 točke. Ker ste ravno rekli, da ste morali zmagati tudi proti Severni Irski. Kolikokrat se osebno zalotite, da gledate lestvico, koliko zadaj, recimo, Finska spredaj, Danska poleg vas, kar zapletlo vse tukaj v tej skupini, pričakovano, bi rekel selektor? Ja, pričakovano, ampak pred nami je še 15 možnih točk in se pravim, ni preveč dobro gledati non-stop na lestvico, iti tekmo po tekmo. Jutri je nova priložnost za nove 3 točke. Je pa sigurno dobro, da gre kak rezultat tudi nam na roko. To je to z vas. Hvala lepa. Ja, dober dan, pozdrav tudi v mojem imenu. Gre za tekmo,
kjer si seveda favorit in to vlogo moraš tudi upravičiti. In jasno je, da je tekmec takšen, kot je, prilagoditev na njega mora biti čim krajša. Ta prvi trening, ki ga bomo imeli danes po tekmi, bo pokazal, kakšno je stanje v ekipi po tej bojeviti tekmi proti Ircem, polni tempa in kar se tiče pričakovanj, normalno pričakujem zmago, ampak še enkrat sem rekel, ekipa je tako daleč že, da zdaj vejo, da vsakega je treba spoštovati, ampak želim, da se vpraša nas, da smo mi tisti, ki odločimo o sebi in tukaj pričakujem eno kvalitetno, taktično disciplinirano, koncentrirano Slovenijo, ne glede na to, ali bomo morali in ali bomo zarotirali nekatere igralce. Hvala. Vprašanje za selektorja? Vprašanje glede današnje organizacije. Ste se odločili ostati tu za tiskovno konferenco, za trening in potem oditi v San Marino. Ponavadi se trenira na prizorišču. Ne vedno, zakaj ste se danes tako odločili? Ja, nekajkrat smo že naredili, da zadnji trening v tem oskem časovni možnosti narediti pravi trening, treniramo tukaj v centru. Tudi na koncu koncev lahko nekaj stvari probaš, ponavadi te doma gledajo, domačini gledajo, isto se mi obnašamo. Vse manj je teh zadnjih treningov na samem prizorišču in praksa, ki se nam je za zdaj pokazala dobra, tudi vse ostalo imamo tukaj na razpolago, več časa, tam si omejen na 1 uro, tukaj imamo še možnost za regeneracijo, za rehabilitacijo in poskušali bomo izkoristiti ta dan najboljše možno v pripravi za tekmo, zaradi tega smo ostali, let je kratek, tudi na oni strani je relativno gneča, mislim, da zaradi formule in ljudje, ki so odgovorni za to na nogometni zvezi in pa tu v štabu, smo se odločili za tovrstno pripravo za to tekmo. Irci so se presenetljivo odločili, imeli so 2 gostovanji in so že v nedeljo prišli v Slovenijo, potem takoj po slovenski tekmi odšli v Kazahstan in celotno akcijo imeli v gosteh dejansko. A Slovenija v tem položaju ni, v tem ciklu nikoli nima 2 gostujoči tekmi na en termin, ampak a bi vas to kdaj v prihodnje zanimalo, bi se kdaj odločili za takšno zadevo? Se vam zdi, da tudi to pluse prinaša, ste kdaj razmišljali o tem? No, jaz razmišljam o zadevah, ki ti jih nekdo določi. Jaz bi si verjetno v žrebu včasih tudi zaželel kaj drugega, potem v samem razporedu kaj drugega, ampak je tako, kot je. Ne glede na to, mislim, da z te strani res okoli reprezentance je postarjeno maksimalno in imamo maksimalne pogoje, dobre pogoje in seveda na nas je, da to izkoristimo. Če bi prišla 2 gostovanja, bi prišla pač 2 gostovanja. Na koncu koncev smo mi prvi po enem treningu potovali v Astano. Tako da to so stvari, ki, če hočeš, te obremenjujejo in ti jemljejo energijo. Na drugi strani pa se mi postavljamo tako, da je to sprejeto kot dejstvo in da mora biti prilagoditev čim kvalitetnejša in čim krajša. Se vam zdi, da je reprezentanca zdaj bolje pripravljena za tekmo s San Marinom, kot je bila marca? Pokazala bo tekma in dejstvo je, da smo se v prvi tekmi, da smo imeli kar probleme zaradi nas. Oni igrajo vedno tako, kot igrajo. Jaz sem pogledal vse njihove tekme, tudi pred 2 dnevoma na Danskem je trajalo do prvega gola, ampak držati se moraš nekih principov v igri, tako v eni fazi, kot v drugi fazi, biti koncentriran, odločen in tukaj je jasno, če sprejmeš njihov ritem, da lahko potem prideš do določene probleme, ampak jaz smatram in vem, da so fantje dovolj zreli,
Pa pravim še enkrat, ne glede na to, kaj bomo morali spremeniti, ker nekateri igralci imajo probleme od tekme za Severno Irsko. Hvala lepa. Hvala. Simon? Kako je praznovati v reprezentančnem krogu? Vse najboljše. Ja, hvala. Še en dan v pisarni. To je pač naš način življenja. Včasih ti prije na tekmo, včasih ti prije brez obveznost. Leta pa grejo, ampak najlepša hvala. Ste rekli, da ste želeli malo odpočiti še fante, ostali tukaj, da niste šli v Italijo oziroma San Marino pred tekmo oziroma dan pred tekmo že, ampak tudi tukaj je danes kar velik živ žal, a moti karkoli? Ne, če hočeš te moti, če nočeš pa vzameš to kot nekaj, da je dosti ljudi na rekreacijo prišlo, da uživajo v lepem dnevu, da uživajo v teh ugodnostih Brda. In vse pravim, vse veste, kot ti je nekaj, ko hočeš videti nekaj, da je nekaj narobe, da je, potem najdeš karkoli, ne, ampak ni problema, igrišča so dovolj daleč stran in ta trening, ki ga imamo planiran oziroma del regeneracije še bomo naredili najboljše možno. Po tekmi Severno Irsko ste dejali, da bo analize kar nekaj, da boste morali kar nekaj analizirati, katere so bile te glavne ugotovitve? Ja, vsi me sprašujete zdaj tisto, kar je seveda stvar slačilnice. Jasno je, da je pokazala tekma proti Irski res dosti dobrih stvari, ampak moje načelo nekje v življenju je, da moraš ostati nekje skromen, samokritičen, objektiven, ko ocenjuješ samega sebe. In v tem vidim tudi nek napredek, neko rast v ekipi pri samih fantih, ker zdaj dela cirkus pa halo zaradi tega, ker smo v večjih delih faze res dobro izgledalo, meni je bilo to vse skupaj brez veze. In v športu se ti lahko hitro obrne in usmeritev je seveda na eni strani v pohvale, na drugi strani pa tudi opozorilo, da nekatere stvari je dobro popraviti in razvijati tisto, kar je dobro, popravljati tisto, kar ni slabo. Mislim, da je to kar pametno v primeru teh naših fantov. Še to, selektorji pa igralci večkrat rečete, da je največ odvisno od vas samih. Na tej tekmi s San Marinom najbrž to še posebej velja, kaj ne? Jaz bi rad, da se neka ta miselnost, da moraš biti ti tisti, ki odločaš samo o sebi, da seveda imaš dovolj informacij in da spoštuješ nasprotnika, ja, ampak ne pa zdaj iz tega vse bazirati samo na to. Danes je ta analiza sestavni del našega posla, in tehnološko in na vse načine se da to zadevo pripraviti, ampak odločajo zopet igralci na igrišču oziroma strokovno vodstvo s kakšno potezo od zunaj. In jaz hočem iti v to smer. Mi Slovenci, ko smo bili, še enkrat poudarjam, dovolj disciplinirani, odgovorni, hrabri, tudi pragmatični, potem smo izgledali dobro. Ta razigranost zdaj proti Severni Irski je seveda nekaj, kar veseli vsakega. Prišel bodo tekme tudi mogoče, ko ne bomo takoj realizirali, potem pa pridejo do izraza tisti neki taktični avtomatizmi, principi, ki morajo nas voditi, dovolj časa smo že skupaj in tukaj prihaja tudi zdaj do tega, kako pomembno je vsak 20, 21, 23, 24 igralec, ko imaš 3-4 igralce vprašljive in danes je takšen problem, ker in Brekalo, in Bijol, in Šeško, in Janža so več kot vprašljivi, ampak zato je priložnost za koga drugega in jaz sem pripričan, da bodo ti fanti igrali z enako vnemnost, na enakem kvalitetnem nivoju in da bomo prišli do našega cilja, to so točke. Koliko rotacij? Se pravim, odvisno je od današnjega treninga, zdaj bi govoril na pamet, nekateri igralci so dodobra načeti. Hvala lepa. Hvala.